Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. V studiu VTV, vaše televizije, ponovno odpiramo poslansko pisarno. Naš gost pa je Franc Rosec, poslanec Slovenske demokratske stranke v Državnem zboru, tudi poslanec izvoljen v drugem velenskem volilnem okraju. Lep dober večer, lepo pozdravljeni. Dober večer tudi vam. Ne morem si kaj, ne, to je vaš drugi mandat poslanski zdaj, ampak da zastavim najprej eno tako res čudno vprašanje. Kako izgledajo te vožnje domov v prestolnico, verjetno si želite, da bi bila cesta drugačna? Ja, seveda, namreč, če se malo spomnim mojih prejšnjih vožnj, pridem na vstop v poslansko funkcijo, namreč moja vožnja trajala 3 minute, zdaj pa to traja uro pa pol. Najboljši primeri, če res ni nekega prometa, to je ura vožnje od, se pravi, z Lokovice pa do Ljubljane. Ampak vemo, da vsak dan pride kakšna nesreča ali pač nekaj so dogodke, so nekaj. Mogoče vseeno začenjate vedno zelo zgodaj, ali je to odvisno od dneva? Imate točno veste, kaj recimo vas čaka v enem tednu? Načeloma se ve, prihaja pa tudi, če pride do nekih izrednih sej, tiste pač niso vnaprej planirane. Časovno pa nekje, pričnemo nekje praksa ob 8 uri, najhitrejši je kak odbor sklican, ponavadi pa tu nekje 9 ura. Tako da je tudi že tisti neki večji del prometa, je že mimo tako, da napram tisti, ko hodijo v službo, pa mora biti tam nekje do 8 ure, meni malo v tem primeru laže, je tam malo manj prometa. Sva pa ugotavljala pred oddajo, da je kar veliko takih, ki se vozijo vsakodnevno v službo. Ja, to je pa res veliko. Tudi, bi rekel, mi smo že tudi v prejšnji vladi, pa vse skozi poudarjamo neko decentralizacijo. Se pravi, veliko ljudi se vozi v Ljubljano, če bi pa neke funkcije, predvsem tudi državne funkcije, dali izven Ljubljane v neka druga mesta, bo tudi ti potovanj v Ljubljano in nazaj so Ljubljane manj. Tudi razbremenili bi Dansko ceste. Ampak zaenkrat nič ne kaže v tej smeri, da bi se kaj dogajalo. Ne. Tudi glede ustanovitve pokrajin in tega ni nič konkretnega. Ne, nič ni. Dobro. Rekla sem, drugi vaš poslanski mandat, seveda vmes so bile torej volitve, se zelo razlikuje delo v Državnem zboru ali pa ta vsakdanji ritem v Državnem zboru. Zdaj v drugem mandatu, ko ste v opoziciji, imate tudi novo predsednico Državnega zbora. Ja, prejšnji mandat je bil toliko različen, da sem bil polovico mandata v opoziciji, naslednjo so pa v koaliciji, se pravi, je pa funkcija poslanca, ko si v koaliciji, bi rekel, bolj naporna, mislim, bolj zavezujoča, namreč tedaj poslanci v koaliciji morajo vse skozi zagotavljati svojo navzočnost in tudi pri glasovanju, ker pač tu so glasovi so pomembni in tudi če pride do kakšne bolezni, pa tu so tudi pretekli, smo imeli težave v prejšnjem mandatu, ko smo vodili vlado, namreč je kdo zbolel, nimamo tega, da bi možno bilo glasovanje od doma, ampak to mora biti tam fizična navzočnost. No, to v tem primeru ta koalicija teh težav nima, vemo, da ima samo Svoboda, ima 40 poslancev, plus koalicija, tako da to večino imajo, mislim, ta je bila dejansko manjšinska vlada, ampak če pa primerjam samo delo prejšnji mandat, pa ta mandat, vidi se neki vpliv, da ima Svoboda tu zelo veliko moč. Po drugi strani se pa vidi, da največ, bi rekel, svojih programskih idej je pa v tej koaliciji vsaj do sedaj izbojevala Levica. Se pravi, s tistimi 4 poslanci so bolj uspešni, na drugi strani, ki jih imajo 40. Tako da ni vedno pomembno število, ampak tudi spretnost dejansko tistih poslancev, ki so notri, pač izvoljeni v parlamentu, imajo pa tudi na Levici kar kilometrino, pa tudi, bi rekel, zadnji support kar dober. Tako Svoboda je pa prišla kot velika zmagovalka, ampak zdaj, ko gledaš nekje to že malo imaš občutka, da niso več tako enotni, kot so bili na začetku, ker namreč od njih se je veliko pričakovalo, namreč ob takšnim število glasov, ko jih imaš, kot to vemo, da še do zdaj nobena stranka ima 40 glasov v parlamentu, rezultatov pa nekje takih ni. In da tu se čuti neko razočaranje, bliža se pa konec mandata. Vemo, da volitve bojo najkasneje spomladi 2026,
Mislim pa, da bo prej, kot pa 2026. Je pa tako, da statistika dela poslancev je pa zelo natančno vodena in tudi objavljena, torej prisotnost, glasovanje, procenti, vse je na spletu. A je to morda tudi nek pritisk, malo zoprno? Ne, tisto ni. Tudi poslanci se včasih nadomeščamo. Namreč, če ima nekdo 2 odbora, pa ima nekdo en odbor, ko ni tako pomemben, ko je pač samo kako stališče, pa nekaj takšne, da taka minimalna zadeva, pa navadi, kjer vskoči, tudi v primeru bolezni, pa koriščenja dopusta. Statistika seveda se vodi, ampak je pa vedno razlika, koliko so ministrstva aktivna, oziroma tudi koliko sami poslanci vlagamo zahteve za neke seje, odbora oziroma izredne seje. Namreč na nekem ministrstvu niso toliko aktivni, potem tudi tistih sej odbora zelo malo. Če se spomnimo prejšnjega mandata, ko je bil še tedaj poslanec Levice tudi Miha Kordiš, on mislim, da je vsak teden vložil eno sejo odbora za obrambo. Zdaj ima tistih odborov zelo, zelo malo. Tako to se čisto odvisno razlikuje. Pač nekje od kak ima interes poslanci in pa koliko ministrstvo, kjer vlaga neke zakone. Kaj pa samo vodenje sej? Ko sem spremljala, sem videla tudi, da je nekaj disciplinskih, ali kako rečete, postopkov pri koordinaciji predsednice Državnega zbora. Ja, tudi se dogaja neki rumeni kartoni, oziroma neki pomeni tega v preteklosti nikoli ni bilo. Mislim, da to ni point, da bi se s tem ukvarjali. Mislim, da imamo večje probleme, večje težave. To je pač, predsednica ima svojo idejo, pač ona sicer je prva med enakimi, ampak svoje stališče ima. Ima pa težavo, ker za te sklepe, ki jih ona hoče veljavljati, nima potrebne večine. No, v tem mandatu delujete v 3 odborih in eni preiskovalni komisiji, pa bova šla kar po teh odborih in področjih. Najprej podpredsednik ste odbora za gospodarstvo, pa na eni zadnjih sej ste sprejemali tudi oziroma obravnavali predlog spremembe zakona o gospodarskih družbah. Mi imamo občutek, da se ta zakon kar naprej spreminja, oziroma zdaj naj bi bile vključene 4 direktive o razkritju informacij, trajnostnem poročanju, enaki spolni zastopanosti med direktorji. Kako vi ocenjujete te predlagane spremembe? Ja, to, če gledamo vse te spremembe, oziroma če vsakeč, ko noveliramo zakon o gospodarskih družbah, težnja predvsem Slovenske demokratske stranke, da se čim manj vede neke birokracije, administracije, da se ne ukvarja gospodarstvo nekimi nepomembnimi stvarmi, ampak da dela tisto, za kar je poklican, spravi, da ustvarja neko dodano vrednost, skrbi za službe. Namreč vemo, če imamo prebivalci službe, potem tudi socialno na nekem višjem nivoju. Ko sta pomenili te direktive, ki se prenašajo, te 2 direktivi, ko sta pač v razkritju teh davčnih informacij in pa o trajnosti, zopet gre spet na neko dodatno poročanje in tu bo imeli ta manjša podjetja, ki nimajo teh resursov, malo težav oziroma problemov. Namreč moje osebno mnenje, da bolje, da neko podjetje investira v nekega razvojnika, nekega takšen kader, ko pa da more zaposliti nekoga, ki se ukvarja z neko administracijo, neko birokracijo, konc koncev, jaz ne vem, kdo sploh ta poročila, pa to, ko moramo ustvarjati nekaj, bi rekel, na kilometre teh papirov, kdo na koncu to sploh bere. Je pa noter ena direktiva tudi glede tiste vitke družbe, to je pač mešanica. Kaj je to vitka delniška družba? No? Ja, tu je predvsem namen, da bi to za start-up podjetje bilo to zelo dobro, ampak v tej noveli, oziroma to noveli je predlagana, ampak v realnosti kljub mišljenju pač ministrstva odgovornega za gospodarstvo, turizem pa šport, da bi ta vitko-delniško družbo vedli, to letos se ne bo zgodilo. Mislim, da še potekajo pogovori za gospodarstveniki, je pa dejansko na ta način bi start-up podjetje tudi neki kapital pridobila za svoje neke razvoje in tu se vidi neka priložnost in ta ideja je dobra. Se pravi, da bi že bil start-up delniška družba? Ja, deloma. Na ta način pridobiš kapital, ampak mislim, da ta ideja je dobra, nimajo jih veliko držav te uveljavljene, mislim, samo 4 v Evropi, podpirajo pa to idejo predvsem ti start-upi. Ta direktiva o trajnostnem poročanju je že vključena, bo sprejeta ali... Ja, tudi ZGD je bil sprejet, to bo daj pač potekalo, ampak se pravim, zopet gre za neko poročanje. Se pravi, nekdo bo tam, ki bo pisal podatke, input, output, trajnost. Da pa tista večja podjetja ima to urejeno, neka manjša podjetja morajo pa zopet neki kader dodaten ali ki dobiti storitev najesti, a pa zaposliti. In to je samo breme.
Kako nasplošno ocenjujete stanje slovenskega gospodarstva? Vemo, ne, da je še vedno zaposlenost visoka, da kadrov manjka, da pa v Nemčiji so zboleli, ne, na gospodarskem področju, pa še morda na kakšnem. Torej, kaj vi predvidevate, da nas čaka? Evropska unija napoveda nekje za naslednje leto gospodarsko rast, se pravi nekje okrog 2,3–2,4%. Za letošnje leto so jo znižali iz 2,4 na 1,3. Tudi Umar je znižal, se pravi nekaj se dogaja. Vidi se, da je poraba električne energije za 15% upadla. Vidi se, da je recesija v gradbeništvu. To se dogaja že celo leto. Vemo pa, da je gradbeništvo ni samo kot gradbeništvo, ampak to je dejansko panoga, ki vključuje tudi ostale panoge. In če začnemo stagnirati na gradbeništvo, potem bo to zelo slab signal tudi za ostale panoge. Je pa padec gradbeništva v Sloveniji drugi največji v Evropi. Slovaška mislim, da 26% paca, Slovenija pa 17% paca gradbeništva. Predvsem je pa tu se pojavi problem, da enkrat gradbeništvo pregrevamo, gremo in zasebni sektor in država na veliko investira in kadra primanjkuje, potem pride pa kriza, je pa tega kadra kar naenkrat preveč. In to bi rekel, to nihanje, to ni dobro za, bi rekel, za gradbeniško panogo, ker potem ljudje odhajajo, ali se grejo v kako drugo panogo, ali grejo v kakšne druge države, in to nihanje, to bi moglo čim bolj umiliti. In država, ko ugasnejo, zasebne investicije bi mogla tu poseči, pa da začeti investirati, pa spodbujati razvoj pa panogo. Se pravi, ne s kakšnimi direktivami, ampak s spremljanjem investicijami. In tudi ko smo imeli proračun, ampak to smo še pozneje dotaknili, tudi v teh proračunov smo opozarjali določene zadeve, ki tangirajo tudi na gradbeno panogo in tudi v ta padec, ampak o tem močemo pozneje. Tako. No, omeniva še to, oziroma kako komentirate, da veliko družb tudi, kot rečemo, strateških, prehrana, recimo, gredo v tujo last, bančništvo, je to vendarle vse evropska, vse naše, ali bomo to kdaj obžalovali? Težko pojasniti, zakaj določeni vlagatelji Slovenije tako malo vlagajo v našo življenjsko industrijo. Pa vemo, da je glavni vlagatelj so ti pokojninski skladi iz Hrvaške. Od Slovencev so noter delničarji, koliko sem zaznal, nekaj je banka, nekaj pa še eno podjetje, ki se ukvarja s temi domi za ostarele. Mislim, da tudi ta gospa Krajnsko je, da so nekaj, ampak zakaj drugi ne prepoznajo, ne vemo. In tako smo mi to vse skozi oddali, ker vemo, nekje v prihodnosti bo hrana, bo neka strateška surovina. Mislim, kdo bo imel hrano in vodo, ta bo zmagovalec nekje na dolgi rok. In vse skozi govorimo nekaj samoskrbi. Mi pa se dejansko ta večja, oziroma ta boljša zemljišča dejansko podarjamo tujcem. Verjetno ne bojo dovolj samo vrtički ob hišah, ki bodo jih imeli tisti, ki imajo hiše, ne? Vsi ostali pa ne. Ja, to je malo za hobi, malo za neko, da imaš pač svežo zelenjavo, ampak strateško bi moralo biti pa kmetijstvo bolj imeti večjo pozornost vlade. Mislim, da se kmetijstvo malo zanemarja. No, ste član odbora za finance in odbor se je zdaj v zadnjem času veliko ukvarjal s temi proračunskimi dokumenti. Državni zbor, mislim, da jih je sprejel, potrdil. Ste pa imeli kot opozicija zelo veliko pripomb. Se ne strinjate s trditvami, da je investicijsko in razvojno naravnan? Ja, mislimo, da vlada, ki je sestavila pripravila proračun, se pravi najprej spremembo za 2025 in pa novega za 2026. Če gledamo iz stališča vlade, so zelo optimistični. Mi bi tudi bili optimistični, vendar nekih takšnih razlogov ravno ne vidimo. Namreč, če pogledamo odhodki, bojo 17,1 milijarda, prihodki bojo 15,2 milijarde, se pravi imamo manjko 1,9 milijard. Mi se bomo letos mogli zadolžiti za 4,6 milijarde. Povečanje proračuna, ki je bil že sprejet 2025, pa sprememba, je pa za 663 milijonov. Se pravi, smo ga povečali. Na drugi strani prihodke največ iščemo v nekih davkih. Davki se pravi vse skozi neke nove dajatve, ki obremenjujejo.
in gospodarstvo in državljane, je pa zelo nekaj čudnega, ne, da imamo zelo nizko brezposelnost, pomanjkanje kadrov, sam prihodki proračun pa temu ne sledijo. Se pravi, nekaj tu ne pije vode. In to je tisti da bi se problem. zmanjšali ti stroški povezani z Če imaš minimalno brezposelnost, se pravi, bi mogel priti v proračun dosti več denarja. Zakaj ga ne prehaja, to je vprašanje. In tudi kak finančni bivši minister se sprašuje, kje so to vzroki. Je še pa en problem pri proračunih, ki so bile pa koalicija itak sprejme. Včasih je bil neki gentleman agreement, da se vsaj en amandma koalicije sprejme. Opozicije, ne? Mislim, po opoziciji, ja se opravičujem, ampak v tem primeru to ni bilo tako. Se pravi, je pa dostikrat pomembno, kako se vsi akterji, ko zlagajo skupaj proračun, zavedajo svoje odgovornosti. Samo osebno mislim, da se dosti pozornosti posveča, da bi se ta sredstva, ki jih ima vsako ministrstvo, da bi se čim bolj racionalno pa učinkovito uporabila. Pač jaz imam občutek, da se dejansko samo stremi, da sredstva, ki jih imaš, da jih porabiš, ali so pa jih to oplemenitev, pa da to od tega še nekaj več ratalo, tu pa je premalo pozornosti. In da je samo, da ti zapraviš, koliko imaš, ali si pa to učinkovito zapravil, tu se potok ne posveča te zadevi. Pa še bila ena značilnost tega sprememb proračuna za 2025 je bila namreč to, da v tem proračunu ni nikjer tega interventnega zakona, ki ureja ogrevanje, ogrevanje Šaleške doline. Se pravi, to je manjko in na sami seji odbora je sekretarka iz Ministrstva za okolje, podnebje in energijo izjavila, da rabijo 15 milijonov, ker to ocenjuje, da bo ta tisti strošek, ki vemo, da omrežnina se pač prihaja nov obračun in da je vlada ne more posegati v agencijo, lahko pa posega v tisti 10% cene električne energije, ki je bila sedaj prosta in da bo tisto imela in da to rabi med pa 15 milijonov. In na sami seji odbora reče sekretarka, pač kolegam iz finančnega ministrstva, bomo pa mogli rebalans narediti. Se pravi, mi še niti proračuna spremembe. Nismo sprejeli, že nekateri napovedujejo rebalans. Se pravi, sploh ne vemo več, ali so to dogovorjeni, ali imamo tu, pa nimate nikjer v 2025, ne zapiranje, ne prestrukturiranje. Se pravi, tu je en velik manjko. Vedno je v bistvu rečeno, sej je vedno možno rebalans, ampak verjetno država bi vendarle vsako leto 5 rebalansov ni pametno. Že prej sem povedal, da se moramo leto, mislim, 2025 zadolžiti za 4,6 milijard evrov. Je pa v svojem vodnem nagovoru povedala sekretarka iz finančnega ministrstva, gospa Jazbec, da imajo, bi rekel, proračunske rezerve, ki obstajajo, jih imajo vsa ministrstva na razpolago v skupni višini 141 milijonov evrov. Se pravi, reka, toliko več ni. Zdaj pa vemo, da ni interventnega zakona, da bo treba glede tiste ponesrečene omrežnine. Se pravi, proračun ni sprejet, sprememba proračuna ni sprejeta, že prihajajo novi zahtevki. Denarja pa ni toliko. No, med novimi prihodki proračuna bo pa obvezni prispevek za dolgotrajno oskrbo, to je nekaj tistega, kar bo spet udarilo vse po žepu. Namen, vemo, je dober, dolgotrajna oskrba, tisti, ki so stari in bolni, to potrebujejo, ampak kdo potem zagotavlja, da bo to šlo res tja, kjer so stari in bolni? To dolgotrajna oskrba, to je res problem, namreč Slovenija, če gledamo evropsko populacijo, ena med starejših populacij in tu bo problem in tu bo velik izziv, tudi v prejšnji vladi smo se tega zavedali, je bil to neka prioriteta. Je pa zdaj zelo zanimivo zakonska zaveze vlade, ki je obljubila, da bo vsako leto menila za to dolgotrajno oskrbo v proračunu 190 milijonov evrov. In 2025 in 2026. Ko pa pogledate vi v proračun, je pa za leto 2025 namenjenih 111 milijonov evrov, za leto 2026 pa 122 milijonov evrov. Se pravi, vlada tistega, kar se je zavezala, ne izpolnjuje. Bo pa pobrala denar in pri upokojencih, in pri vseh zaposlenih, in pri gospodarstvu. Se pravi, na eni strani se denar bo pač potegnil v proračun, ne vemo pa, če se bo sploh kaj realiziralo. Kdo bo to izvajal? Namreč si neke zadeve premikajo po 26 pa pol v neki v prihodnost.
Se pravi, bo ta prispevek bomo plačevali v državno blagajno ali kam drugam? To bo šlo v državno, v proračun bo šlo. Ampak ne bo pa zato strani vlade, pa ne bo zagotovljenih tistih 190 milijonov. Se pravi, vlada svojih zakonskih obveznosti ne bo izpolnila. In to je tisti problem. Če se vlada ne drži svojega, pol to nekaj, bi rekel, ne štima po domače. Kako podcenjujete recimo stanovanjsko gradnjo? Tudi tu se pohvali minister za solidarno prihodnost ali pa vlada, da se vendarle so premiki, da se stanovanja gradijo, da je tudi v proračunu več sredstev za to. Kaj konkretno bo iz tega? Ja, vlada oziroma ministrstvo, ki pač govori, da se lahko pohvali za neko gradnjo stanovanj, je tudi časih povedal pa prvici, da ta stanovanja, govorimo nekje 5000 stanovanj v letu 2026, so ta stanovanja oziroma zakonska osnova, ki je postavila prejšnja vlada Janeza Janše. Novih osnov za novo gradnjo pa nimajo in to povejo, ampak ne glede na to, kjera vlada pride leva, pride desna, stanovanjska politika mora se nadaljevati. In tudi tu, če bi stanovanjska politika se malo, bi rekel, bolj angažirala, oziroma bi se več izvajala, bi tudi samo gradbena panoga imela več priložnosti, več dela. Se pravi, se ni samo to, da moraš gledati pač širši spekter, enkrat stanovanje, enkrat pa tudi svojo dejavnost, gradbeniško panogo držiš po konci pri življenju in to tiste stvari, ki manjkajo. Kaj pa, v bistvu se še vedno zelo veliko gradi za trg, ne pa dejansko za najemna stanovanja, dostopna tistim, ki jih potrebujejo, ne, ki stanovanja kupujejo kot naložbo. Ja, to vidimo, to sploh pri prestolnici Ljubljani se veliko tam gradi za trg, ampak vemo, da tam so stanovanja kupujejo, kot je bilo rečeno, elita, ki pa ima denar. Se pravi, ta stanovanja, ki so pa namenjena predvsem mladim družinam, pa tistim nižjimi prispevki, teh pa ni, teh manjka. In to je tisti problem. In v naši vladi je bila začrtana politika, da bi začeli izvajati ta gradnja stanovanj in zdaj s tem zakonom, ko smo ga mi obveljavili, bo da je nekje v 2026 tistih 5000 stanovanj zgrajenih. To so ta javna, najemna. V proračunu je upoštevano tudi nov sistem oziroma prenova sistema plač v javnem sektorju. Zdaj, kdo to podrobno spremlja, že ve, ne? Ampak drugače, kaj je zdaj ta prenova sistema plač? Itak ali itak nihče pod minimalno ne bi smel imeti, ne? Ampak verjetno to ni samo to cilj te prenove. Ja, mislim, da ta cilj prenove je bil problem tudi s kadri po teh, če gledamo na negospodarskih družbah, imajo težave, predvsem, če govorimo zmeraj v osebnih dohodkih in zdaj ta plačilni sistem, ki je prenovljen, nekje za 190 000 službencev, namenja nekje 1,4 milijarde evrov, ampak to bo šlo postopoma, se pravi do 2028. leta bi naj bil ta plačilni sistem urejen, se pravi višji plačilni razredi, nadure, pa vse skupaj, tu se pač bo mala regulacija naredila, ampak se pravi, zopet to gre postopoma, to bo nekaj 6 blokov do 2028, ne bo to enkratni ukrep, da bi šli vsi se gor pač dvig plače šel, ampak bo po nekih postopnih ukrepih. Verjetno lahko inflacija tudi poje oziroma marsikaj od tega. To je pa tisto druga nevarnost, ko pač inflacija nekje se napoveduje, da bo to tisti 2-3%, ampak nikoli vemo, če se zgodi kakšna kriza, kakšna druga nevšečnost, potem pa to imeti težjo, rekel, kontrol nad inflacijo. Zdravstvo bo dobilo tudi več denarja. Kako vi ocenjujete to delitev oziroma, da bi, to je seveda drug zakon, da bi zdravniki iz javnega sektorja ne smeli biti več, ne delati tudi za zasebne? Zdaj, če se sam dotakne najprej glede višine sredstev za zdravstvo, da je samo povečano, mislim, v spremenjenem proračunu za 2025, je pač vlada oziroma koalicija namenila zdravstvu 295 milijonov več, se pravi, da smo na številki 766 milijonov, ki je namenjeno za zdravstvo. Ampak, če damo mi zelo velik denar v zdravstvo, še nekako to ni garancija, da bo ta denar naredil nek učinek, da se bo nekaj na končni fazi, ali se bo poznalo pri uporabnikih, oziroma da bo tudi zaposleni zadovoljni, ker konec koncev vidimo, da zamujajo za gradnjo onkološkega centra v Mariboru, prenova
energetska obnova kliničnega centra zamuja, pol imamo infekcijsko kliniko, ki se ne izvaja. Tu so bila sredstva že zagotovljena v mehanizmu okrevanja za odpornost, načrt pa odpornost, in tu sredstva, ki so bila iz strani Evropske unije zagotovljena, se ne izkoriščajo. Tu pri onkološkem centru vidimo, da zamujajo za 1 leto, se pravi, ni pomembno samo, koliko denarja imajo na razpolago določeni, ampak predvsem vodenje in upravljanje. Tu pa mislim, da je v zdravstvu zelo, zelo šibko. Ampak mi, ki gledamo to od strani, vedno opažamo neke pa provizije, pa neke interese, pa neka interesna skupina je zadaj, pa ne bomo to naredili, bomo tam. Kako to rešiti? Se konec koncev treba biti sam pravičen pa pošten, ampak očitno na tem področju ne gre tako. Če se malo spomnite, v naši vladi, zadnji vladi, je pač prišel predlog zakona o preferenčnih cenah, se pravi, da bi cene bile primerljive z evropskimi in da bi šli tudi v skupno nabavo, ne da zdaj vsaka bolnišnica za sebe kupuje, namreč če kupuje skupaj, je to potem tudi so večji rabati. Ampak prvo, kar so v tej vladi naredili, da so ta zakon ukinili. Ker namreč tudi zadnji vemo, so lobiji, ki jim ne ustreza, da bi prišlo enkrat do nekega reda. In to, dokaj ne bo vlada imela, katerakoli vlada, ko bo naslednja, če bo imela tega v prvem planu, da naredi red, pa racionalizira uporabo sredstev, tako dolgo pač ne bo nekega bi rekel, spoštovanja, oziroma pa pač se dogajale liberalizacije, pa podkovanja, pa provizije. Tu je tisto, kar mora vlada, ko pride prva naslednja, to narediti. Kaj pa ta služba zdravniška oziroma zdravniki v javnem in zasebnem sektorju? Tu zdaj, ko poslušaš in stroko, in zaposlene pravijo, da s tem, ko je zakon, da bo pred zaposlenemu v javnem sektoru prepoved upravljanja v zasebnem sektoru, da bo še tiste ljudi, ki so dobri, da še tisti bojo odšli iz javnega sektora. Namreč v javnem sektorju imajo problem z vodenjem, pa z pogoji dela. Se pravi, tu sta te dve težave, za katere pa vlada rekla, da bo te dve težave uredila. Sam jih ni uredila. Pač predlog je, prepove se delati izven javnega sektorja, namreč to mislim, da to ni rešitev. Se po naslednjič pa kakšen drug, rečemo šolstvo, pa neka druga zadeva na to temo, pa bo tudi rekli, tudi prepoved dela. Mislim, to ni pošteno, to ni fair. Se pravi, kdor dela, naj pošteno dela in se ve, kje dela in koliko plačila za to dobi. In tudi, če samo še nekaj dopolnim, v naši vladi je bilo sprejet načrt investicij od 2021 do 2031. Za leti 2024-2025 te investicije vlada se zamaknila naprej, proti 2026 zgornji. Se pravi, ni problem samo denar, se pravi, očitno ali ni kadrov, ni resursov, ki se bi lotili zadev, se pravi, gradne pa vodene, se pravi, tu je neki šibek člen, ali pa nekomu ne ustreza, bi se gradilo. No, ravno mariborski primer, na pacientih in s temi nesrečnimi sosednjimi prebivalci, da se inatijo en z drugim, ali kako bi človek rekel. To je tisti problem, ko smo rekli, problem je vodenja teh ustanov in zaradi tega tudi odhajajo določeni profili kadrov iz javnega v zasebni sektor. No, v zvezi s proračunom morda zdaj vprašam. SDS je vložila tudi interpelacijo zoper finančnega ministra Boštjančiča. Torej, kaj mu očitate? Ja, čisto preprosto, Litijsko. Nakup Litijske. Namreč vemo, sredstva za nakup Litijske so bila premeščena iz B rezerve. Se pravi, ta rezerva po stogih pa vidih je pač namenjena samo ob nekih izrednih razmerah, a to vojna, so to naravne katastrofe, nesreče, se pravi, v teh primerih se ta rezerva koristi. Tu se je šlo pa čisto dejansko za nek nakup neke podrtije, pošteno povedano. Stavbe, recimo. Podrtije, ki nikako ne more biti namenjena sodnikom, niti nima urejenih parkirnih prostorov, se pravi, tu je bilo pa neracionalno trošenje proračunskega denarja. Torej, zakonsko je povsem jasno, kakšne so pristojnosti, kdo lahko kaj podpiše, pa verjetno predvidevate, da ne bo uspešna interpelacija. Nikoli ne reče nikoli, namreč tudi da so daj interpelacije, ko smo vlagali, so ministri prej odstopili. No, ravno to je bilo moje naslednje vprašanje, namreč kar nekaj interpelacij ste predlagali že v tem mandatu, nobena ni uspela, ampak ministrov imamo pa kar veliko novih. Kaj menite, zakaj takšna fluktuacija ministrov?
To bi... Seveda, predsednik vlade je za to odgovoren, ampak vi kot opazovalec vsega tega dogajanja. Mogoče niso imeli pri sestavi samih teh ministrstv najbolj srečne roke, oziroma pri izbiri teh ministrov, namreč, če samo pogledamo to zgodbo o nesrečnih 10 000 računalnikov v Logatcu. Vemo, da smo imeli sejo, pa smo to opozarjali na seji gospod ministrico. Mislim, kdo pri tej zdravi pameti gre kupiti 10 000 računalnikov na zalogo, ki lahko kupuješ sprotoma, skleneš nekaj okvirni sporazum, se dobavlja sukcesivno, tako so pa kupili, se pravi, da je poteklo leto, da garancija te računalnike ni več, se pravi, to je nesmotrno upravljanje z denarjem. Mislim, se nismo tako bogati, da bi lahko tako delali z denarjem. To tisto je, kar mi opozarjamo. Treba je za sredstvi racionalno ravnati in jih čim bolj uplemenititi. No, ste tudi član odbora za infrastrukturo, okolje in prostor. Mimogrede ste imeli kaj težav zapomniti si nova imena ministrstev, ker so zdaj čisto drugačna z novim mandatom? Ja, od začetka bilo malo težav, ampak vse pa se navadiš, je pa to. Eden od odborov je za infrastrukturo, okolje in prostor in tu ste med drugim obravnavali tudi ta tarifni sistem omrežnin. Sej običajen državljan zdaj že več ne ve, pri čem je. Torej, kako, a velja ali ne velja, zakaj ne velja, zakaj velja, kaj velja? Ja, dobro vprašanje. Namreč mi smo glede tega obračuna omrežnin opozarjali že nekje v začetku aprila, ko smo imeli skupno sejo gospodarstva pa infrastrukture, kako z manj kadra in z dražjo električno energijo narediti več. In smo izpostavili tudi problem omrežnine. Namreč predvsem velika podjetja, ki vemo, da imajo neke resurse pa znanje, so začela izpostavljati težavo, da kljub vsem svojim znanjem pa resursom ne vejo, oziroma ne znajo zračunati. In ko so to potem, ta novica gre tudi med navadne državljane, pa se res tisto formulo, ko zagleda, se ustrašiš. Bili smo prejšnji teden tu v gosteh, pač je bil v Vili Bianchi en gospodarski forum, na kateri je bil tudi bivši minister financ, gospod Dušan Mramor, in je potekla nekaj liht okrog te omrežnine, pa to mi formula težka, pa je težka, pa mislim, da gospod Mramor rekel, pa se ni tako zakomplicirana forma, samo če si malo več znanja v znasi, pa razložiti. In mu je rekel, gospod Mramor, no pa se jaz pa nisem toliko buta, se rekel, sem čisto zastopim. Se pravi, tudi tisti ljudje, ko imajo neko znanje, pa to je nezastopen. Mi smo tedaj dali pobudo, da se ta formula poenostavi, da se ljudem poenostavljeno razloži, da bo vedeli, kaj jih čaka. Potem smo videli pa tiste diagrame, ko so se jih ljudje dejansko natisnili pa prilepili ali na štedilnik ali pa na pralni stroj in po nesrečne izjava pač na Instagramu, ki je imel predsednik vlade, ne prat po noči, da ne boste sosede razbrili, perite čez vikend, ne bo neke velike spremembe. Mislim, kup nekih ponesrečenih zadev. Ve se pa, da se ta zakon o mrežnini, oziroma račun, pripravlja že skoraj 2 leti. In zdaj, ko se sprejema sprememba proračuna, izjavi sekretarka, ja, mi rabimo med 15 milijonov, ker moramo teda umiliti, da tega umilimo ta nov račun omrežnine. Mislim, tu ne veš, zakaj, in tudi sam predsednik vlade se kar naenkrat zbudil z nekega dolgega spanja in pogotovil, da v Sloveniji in da je v veljavi stopa nov obračun omrežnine. Tu res ne zastopiš teh dogodkov, mislim, pa. Se pravi, nov obračun velja, ampak so tarife nižje, kot so bile prvotno? Nov obračun velja zato, ker vlada ne more vplivati na agencijo, lahko jo samo pozove. Agencija pa neodvisen organ. In zdaj, ker ne moreš ti vplivati na omrežnino, sedaj tisti 10% električne energije, ki je bila prej na trgu, pač prosto so oblikovala, 20% bolj zamrzene, da se vseh 100% delež energije je kontroliran. Še tisti 10%. To je kao protiukrep za to nov obračun omrežnine. Je pa pri omrežnini novem tu predvsem
bojazen, po mojemu tudi koalicije in pa samega predsednika vlade, da bi s to novim obračunom omrežnine odvrnil interes po gradnji sončnih elektrarn pač po posameznikov. Namreč vemo, da ta obračun omrežnine kar dodatno obremeni tiste, ko imajo in sončno elektrarno in ko imajo tudi toplotno črpalko. Namreč vemo, da sončne elektrarne največ proizvajajo v poletnem času, da je v tem zimskem času pa oni tudi veliko energije za svoje potrebe jemlje iz omrežja in je pač agencija iz tega stališča, da tisti, ki bolj obremenjuje omrežje, pač največ plača. In zdaj, ko pa to ti izpostaviš javnosti, to vidijo, da bomo imeli pa od tega dosti više stroške, pa je pa to res vprašanje, a še bo kdo investiral, ne bo investiral, vsi bi šli v neki zeleni prehod in tu so tiste bojazne pojavili. Plus velika podjetja imajo tu težave. Kako pa kdaj kupiti energijo, tu Ampak tudi podjetjem država oziroma ali pa vlada ne more prosto pomagati, da bi rekla, bomo vam sofinancirali nekaj, ne? Veste, na sami seji odbora bilo tudi nekaj med vrsticami rečeno, s gospodarstvom bo tudi za nekim interventnim zakonu pomagali. Bomo naredili za gospodinstva pa male odjemalce, bomo zamrzali ceno energije, tam bomo pa tudi neki interventni zakon. Se pravi, bomo pa neki interventni zakon, ki pa spet nima nikjer podlaga proračuna, ne veš, ki bo vzeli, ali z proračunske rezerve, ali skjer. Mislim, veliko nejasnosti je. Če bi šli z novo omrežnino nekje z 1. marcem, bi te zadeve, ki se sedaj pojavile, bi jih predstavili samo na jesen, na naslednjo jesen. Bomo videli, kaj se bo dogajalo. Kaj pa menite o interventnem zakonu, ki ste ga že omenili za zagotavljanje oskrbe s toploto za prebivalce Šaleške doline? Pa morda rekli ste, da sredstev ni predvidenih v proračunu. Kaj pa sama potrebnost ali namen ali pa načrt Teša oziroma premogovnika oziroma holdinga, da ti dve družbi izloči iz holdinga? Ja, to je tema, s katero sem se dejansko ukvarjal skoraj celo letošnjo leto. Začel sem pa čist postavljati poslanska vprašanja na osnovi članka, po mnenju predsednika vlade najboljšega raziskovalnega novinarja Primoža Cirmana, selitev Teša in premogovnika na slabo banko energetike. In najprej pa, če moje poslansko vprašanje je romalo finančnemu ministrstvu, ta je odgovoril, da on nima nič s tem, da to imata gospod Kumer in pa gospod Novak, pač se pravi ministrstvo okolje, podnebno energijo, pa naravne vire in prostor. Pošlješ tja vprašanje, dobiš nazaj odgovor, da to nimata nič s tem, da to ima finančno ministrstvo, ker pač SDH sodi pod finančno ministrstvo, zopet na novi seji, zopet vprašaš, nič ne dobiš odgovora, mi ne moramo nič vplivati, ampak potem pa dobiš po nekem naključju dokument, katerega tudi na tisti, mislim, da bo to Tarča, pa je bil tu v Tešu, ko je tudi gospod Štoker potrdil, da so načrti za izločitev družbe že obstajali. Namreč SDH je pač začel lansko leto priprave na izločitev družbe Teš in premogovnika in tudi vlada kot nadzorni organ oziroma skupščina SDH je ta dokument potrdila. Se pravi, se je šlo, vedelo se, da se nekaj namerava in se tudi se je izvajalo, vse skozi se je izvajalo. Ampak, ko si kaj spraševal, odgovora niso dobil. Se nič ni, se je v redu, se bo, potem se zgodi pa famozni tam seja odbora septembra, ko je bila sklicana zahteva koalicije in tam naš sovaščan, rekli sokrajan, izjavi, da pač bo potreben interventni zakon, ker če ne sledi pa stečaj Teša in pa premogovnika. In ko vprašaš, zakaj tega niso prej naredili, ja, me je pač direktor holdinga obvestil po dopustih. Namreč meni ni bilo to pač logično, da če je neka težava, da ti čakaš, da prije minister z dopusta, a pa vkličeš ga prej. Vse ima telefon. A pa biš sekretarja, vse nekje pa so. Ampak jaz mislim, da so to čakali nek trenutek, ko prihaja kurilna sezona, če je štule matečne, te pa na mrznem ostali. Dej, zakaj se da izločuje Teš pa premogovnik? To je vprašanje za več točk oziroma za več denarja. Ampak tu mislim, da tudi da so neki interesi. Izločitev
tega dela ven, vržemo to na proračun, na breme davkoplačevalcev. Vse skozi se govori, da blok 6 so davkoplačevalci bili pač mogli kaj prispevati. Ampak davkoplačevalci do sedaj za blok 6 še niso nič prispevali. Ima pod bloka 6 tudi proračun, plus, zato ker more za ta kredit, ko sta od EIB-a in BRD-ja, more plačevati vsako leto tiste pač obresti. Zdaj prav, tu ima do sedaj imela država od bloka 6 samo plus. Da pa to idejo, da pa ti to preleveriš na breme državljanov, vemo, da ima holding lansko leto imel okrog 390 milijonov dobička, letos nekaj isto nakazuje. Ja, ne pa so rekli, da drugo leto pa nam nič dobička. Ja, to ima neke napovedi, ki jim delajo tujci. Kaj pa če pride do neke eskalacije več, če pride do neke dovojne na Bližnjem vzhodu, se noben ne ve. In zdaj, kar tako reči, tu mu dalje pa daj v stran, ker pač ne smemo po evropski zakonodaji, in ko vprašaš, kje je pa ti zakon, pa ti člen, ki izrecno prepoveduje to. Ja, polje pa to, ja pa kaj ga gledaš. Namreč Slovenci smo zelo čuden narod, vsak zakon, a pa direktivo, ki jo se sprejme v EU-ju, jo mi nadgradimo, se pravi še bolj zaostrimo. Mi sam sebi še damo, se pravi, če lahko skočiš v višino meter pa pol, ne, mi mu skoči 2 metra. To ne gre skozi. In tu se mi sami delamo težave. Tako čisto po kmečki logiki, ne, imeti tretjino energije, potem pa kar reči, zdaj pa te tretjine energije ne potrebujemo, se pravi, jo bomo kupovali? To morate, So vam povedali v državnem zboru mogoče? Ne, to smo imeli na eni izmed sej, ker ima polemika z sekretarko na ministrstvu, gospod Tino Sršen, in pol mi je rekel, sem to izpostavil, sem rekel, največji akumulator energije v Sloveniji, ki je količina premoga na sami deponiji. To je potrebno smotrno porabiti, ko imamo sonce veliko poceni energije. Lahko greteš na minimum vratovanja, ko pride ta manko energije v mrežo, greteš zopet gor, ampak tu pol govoriš pa ta segment, ampak njo ne zanima nič kaj druga, kot samo za neki zeleni prehod, pa to je ideologija njena, in potem mi reče, če smo 100% odvisni od uvoza naftnih derivatov, pa od plina, ja bomo pa še do elektrike. In potem se pa zgovarjajo potem na gospoda Mervarja, in to je bilo tudi prejšnji teden to izpostavljeno, in sem mu tudi potem povedal, vsakeč, ko vprašamo, na kak način bo pa to energijo, pa kakšni ceni bo, ne se ELES to cene še namenijo, ampak rečejo, ELES lahko prepelja v vsakem trenutku energijo v Slovenijo, ker mi smo tako dobro opeti in to ni problema. Cena ni problem. Pa tudi ne, bomo dobili energijo, ampak pa rečeš, gospodu Mervar, ti ta stavek si povedal. Ja, jaz sem rekel pol, ampak, sem rekel, ampak, to ni več noč povedati. Je rekel, ampak, če je vse v redu, če so razmere v redu, če ni na trgu neke anomalije, če se nekaj zgodilo, ker če pa prije do nekih težav, do neke hude zime, potem se pa vsaka država članica najprej poskrbi za sebe, svoje gospodarstvo. To smo že videli v času COVID-a, ne? In je to. In to je tiste težave. In zdaj kar tako na vrat na nos, to bomo dali v stran, mi bomo imeli samo zeleni prehod, namreč tudi če mi naredimo ne vem koliko sončnih elektrarn, nam manjka proizvodnja za pozimi. No, kako pa ocenjujete, mislim, da se danes končuje javna razprava tega osnutka zakona o postopnem zapiranju premogovnika, pa naj bi bil menda že kar daleč tudi o prestrukturiranju Saša regije. V samem parlamentu teh zakonov še nismo dobili, pač tudi se to javna obravnava, pa vse skupaj usklajevanje, ampak potem, ko bo to prišlo na mizo, je potrebno zagotoviti sredstva. Sredstva, da bo po proračunu sredstva zagotovljena in da bo tudi, ne da se bo s tem in prestrukturiranjem in zapiranjem ukvarjala ne samo, bi rekel, Šaleška dolina, ampak s tem se mora ukvarjati država. Ker če se ukvarjamo, predvsem pa s prestrukturiranjem, bi rekel, tu samo Šaleška dolina oziroma še zraven Savinjska dolina, bo to premalo. Če bo to pokrajina, ok, bi še nekako šlo, ampak tu mora imeti vodilno vlogo država, se pravi, mora biti, ne vem, kje bo v kakvom ministrstvu, oziroma nekdo mora biti za to odgovorno, se bo to izvalo. Namreč, če bo se to preneslo samo na dolino, potem vse vemo, že to pri dolgotrajni skrbi vlada svojih zakonskih obvez, ko je rekla, dala bom vsako leto 110 milijonov v ta namen,
se ne drži tega, pa zmanjšuje sredstva in če vlada ne bo zadolžena, oziroma najboljša vlada, da se to prestrukturiranje res popravi pod nekem pravičnem zelenem prehodu, če to govorimo, potem mora to vlada imeti v dejansko roko in da kontrolira in da tudi odgovorna za to izvajanje. Namreč mi sam zelen prehod, oziroma zapiranje, pa prestrukturiranje tu v Šaleški dolini vidimo bistveno drugače kot pa v Ljubljani. Za njih je tam breme, pa to nekaj ne bo, da ga treba. Ampak tudi ne bo problemov, je rekel, mislim, da je minister kar tako ali tako bo šlo počasi in bo naravn odliv in ne bodo potrebna visoka sredstva. Ja, če bi tako bilo enostavno, potem bi bilo pa moč prej narejeno, ampak vi morate na eni strani, da niti ne vemo interventni zakon, kak bo sprejet, če bo sprejet, kdaj bo sprejet, kakšne obliki bo, koliko bo sredstvo, a je letnica, da je 33, ko govorijo tudi neke letnice, že kaj 29, ja. Nič ne vejo. Ampak zakaj že to ni usklajeno? No? Že ni ta interventni zakon usklajen z letnicami, z osnutkom? Mi vemo, da je bilo sprejeto, da je bilo pa naši vladi sprejeto, pač nekje letnica izhoda iz premoga 2033, konec 2033. Ampak na tem, ko je bilo to pač pogovora, kdaj pa bi se to sprejelo, je bila organizirana okrogla miza na Brdu. In tam so bili vsi deležniki, se pravi vsi direktorji energetskih družb, teda je bil še sedanji predsednik vlade teda je bil pač kot direktor GEN-I-ja tam navzoč in je bilo letnica 33 dni, kot se bi bila parala kot neka možna, da je bila najboljša, ampak on je teda rekel, pa se lahko že 2028, se energijo manjkajočo bom pa jaz prepeljal GEN-I v Slovenijo, mi imamo toliko poslovalnic po Evropi, da to pač ne bo neka težava. In ko se tisto, jaz sem bil tam navzoč, tisti pač v mizijo, oziroma cela dvorana, ta stavek sem se zapolnil. In da, ko tu poslušaš, mislim, da tista njegova želja, da on le vse plej zaperemo, da pač se to nekaj, če sta interventni zakon resničuje. Kaj druga ni. Da mislim, da bi šli, namreč jaz ne poznam države, ko so imele takšen delež premoga, pa ga opuščajo, da se ne bi nekaj spogovali, mogoče kako mestno podobje. Mi smo rekli 2033, kako bomo šli iz premoga. In do tej bi bil kamot tešin premogovnik znotraj holdinga. No, ravno danes je Državni svet seznanil s socialnimi in ekonomskimi vidiki prestrukturiranja, pa so šli tudi, mislim, da knapi v Ljubljano, kaj ne? Ja. Tudi vi ste bili tam prisotni. Torej, pravite, da vendarle je treba povzdigniti glas in o tem na glas govoriti tudi v Ljubljani. Ja, seveda, če govorimo samo tukaj, v dolini se nas ne sliši, se vemo, sliši se nas do Arje vasi, naprej pa več ne. In tu Ljubljana se mora zavedati, kaj prihaja, da tudi, če ni to samo strošek, ki bo potrebno, oziroma sredstva, ki bo potrebna v vlaganje, v zapiranje in pa prestrukturiranje, ampak da ne bo energije, ki je bila sedaj skozi na voljo, več potem ne bo. In ta energija bo ziher dražja. Namreč vsaka nova investicija ti podraži ceno električne energije, ki ti pač moraš nazaj amortizirati, plus tega, da noben ta zelen prehod ni poceni. Vidimo sami v Nemčiji, kaj se dogaja. S to svojim zelenim prehodom in zapiranjem, predčasnim zapiranjem nukleark, je to šlo v napačno smer. In tudi ugotavljajo, če je dokument, na podlagi katerega so se odločili za zapiranje, če je res ta pravi dokument. Tudi tu preiskujejo oziroma gledajo, da je to bilo to pravo odločitev, ker namreč gospodarstvo, če nima neke zagotovljene neke kontinuitete, pa neke stabilne cene energije, potem to je potem rizično. In če primerjavo delamo, glede same cene električne energije, se naše gospodarstvo evropsko ima dosti dražjo ceno kot kitajsko in kot ameriško. Plus tega, da za ameriško gospodarstvo je značilno, bi rekel, inovacije, Kitajci kopirajo, pa tudi že inovacije zganjajo, Evropa pa samo regulira, pa kontrolira, pa administrira. Mislim, tu bolj več nikamer ne prideš. No, kaj pa pravite o energetski lokaciji TEŠ, oziroma ali naj TEŠ ostane, morda tudi ali podpirate plavajočo sončno elektrarno na Družmirskem jezeru? Če se da dotaknem, vse ti dokumenti, pa tudi ta dokument ELSO, na katerega se vlada sklicuje, pa ministrstvo, ni nikjer not zajet, kaj pa potem, ko TEŠ oziroma bloka 6 več ne bo. Da je TEŠ kot neka lokacija sploh noter ni obdelan. Se pravi, ne ve se, ali bo
kaj namerava lastnik oziroma holding s tem, oziroma kdo se bo s tem obadil. Se pravi, to je prepuščeno neki stihiji, naj se s tem ukvarja nekdo drug. A je mogoče kdo hoče privatizirati? A veste, če bi to... Ta bi bila malo huda, ne? Upamo, da nima, ampak mislim, da je bolj tist srž problema oziroma ideja, da narediš to neko pomanjkanje cene, električne energije na trgu, s tem gre cena električne energije gor, pač ti skopavaš ima pa od tega pač večje rečemo nagrade letne, ker pač so tok pa tok energije več predali, ampak prometa naredil, pa če imaš več energije, en cent na tok, če je pa več tega, pač več denarja. In tu neko oskotirno gledanje neke strukture tega, uvoznik oziroma trgovcev, to ni dobro, ne za državljane, ne za gospodarstvo. To nikakor ni v redu. Kaj pa sončna elektrarna? Kdo pa investiral? Imamo sredstva, nimamo sredstva. Namreč vse je spet povezano, kako se bo zapiral premogovnik. Takoj ali počasi, ali se bo to... Potem je treba gledati to lokacijo. Bomo to lokacijo res prepustili samo za sončne elektrarne, a bomo to kaj drugega počeli kot turizem. Namreč bilo vse skozi neke želje po neki ureditvi jezera pa brežin, pa bi to se tudi šli podobno, kot se gre Velenje. Ideja znotraj sončne elektrarne bi kar veliko vplivala, po mojemu, tudi vplivala na floro pa fauno, se pravi v samem jezeru. To treba malo bolj konkretno se reči. Mislim pa, da ima to spet samo nekdo v Ljubljani interes to zgraditi, potem pa bo še nekako. Ne vemo pa, kam bomo tiste viške energije dali. Govorimo o nekem elektrozerju, pa nekem vodikovi tehnologiji, ampak tu se to še ni toliko davčno razvito, oziroma kar je pa še preveč drago. No, kako pa je z tem odpovedanim referendumom o gradnji drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem? Mislim, da je vaša stranka podpirala, pa potem tudi predlagala umik. Včeraj bi moral biti prvotno napovedan ta referendum, torej kaj zdaj s to jedrsko energijo? Ja, kar se tiče same odpovedi, pač predlog, da se referendum odpove, namreč za samo idejo se šlo, da se pač glede bodočega dogovorijo vse politične stranke, ali to podpirajo, pa predvsem, če podpirajo nadaljno porabo jedrske energije. Se tu je bilo razširjeno. Potem je naš predlog je bil, da če se podpira nadaljna poraba jedrske energije, potem se pa ta dokument oziroma predlog tega referendumskega vprašanja malo prilagodil, oziroma na koncu se pa stvar tako spolitizirala, pa da bi bilo ne bilo smotrno neka sredstva uporabiti, ko bi dobil, vse ne vemo, kako rezultat bomo dobili. Po mojem je še zmeraj dobili, da bi šel referendum skozi sam javnost razburkati s takimi, pa drugimi informacijami je mogoče nepotrebno. Ker ko govorimo v koriščenju oziroma zrabi jedrske energije, ne mislimo tu samo ampak tudi nekaj v bodočnosti, te male modularne reaktorje jedrske. To je pa nekje tudi pravijo, da bo možnost potem, da bi tudi takšen nekje se postavil na lokaciji termoelektrarne Šoštanj, ampak ni pa nikjer nobenih načrtih. Se pravi, kaj z lokacijo, ko smo prej govorila, kaj na daljno lokacijo Teša. Vemo pa, da je daljnovodo iz Šoštanja, ko grejo, je pa veliko in taka lokacija je zelo, zlata vredna. Tudi če se karkoli zgodi, tudi če naredimo veliko sončnih elektrarn, bomo morali vzeti neki backup narediti. Se pravi, ko sonca zmanjka, bo mogla zanj vskočiti ali plinska ali pa neka črpalna elektrarna. Črpalna elektrarna še en čas ne bo, tam po 2028-2029, nekje Kozjak, če bo vse po sreči, ampak potem tiste plinske elektrarne, ampak imamo pa to razne lokacije, ampak te še ena lokacija, ima pa tež daljnovodo veliko in to je tisto, ko je povezljivo z temi segmenti, z omrežjem. Koliko ste poslanci vpeti v to popoplavno obnovo, koliko ste seznanjeni, zdaj zakon ste seveda sprejeli, ampak vendarle kako poteka tudi v občini Šoštanj, bo kar nekaj objektov porušenih, nadomeščenih? Ja, poslanci smo se najprej dejansko srečali dejansko z odkritim dejstvom na terenu. Tam smo bili kot naša poslanska skupina leta 2023 zelo navzoči. Bilo je pa že tudi strani našega predsednika, gospoda Janeza Janše, povedano, teda je bilo veliko novinar rekel, škoda je rekel, ker bojo enkrat te kamere gasnile, ko bo tu teden, 14 dni,
čez eno leto pridete pa ima posnemte, da bo nekaj se naredilo, dejansko se obnavlja. So pa problem predvsem po Šoštanu ta del Pohrastnika, ki ga non-stop imamo težave s tem, da nekje v načrtu je, da se tam veliko hiš odstrani, pa se išče neka domestna lokacija, da neko nadomestno lokacijo imamo tam pod Vilo Široko, nekaj iščejo že po drugih občinah, to je zdaj. Je pa ta segment pa počasi poteka. Ljudje so pač to mislijo, bo to hitreje šlo, ampak vse te enkrat študije, potem ogroženosti, pa poplavne študije, saj terja, ampak malo ste hitreje bi lahko to vse potekalo. Tudi postopki so kar zapleteni, pa te državne tehnične pisarne tudi nimajo toliko zaposlenih, da bi to šlo hitreje. Mogoče zdaj omenili ste, tretja razvojna os, pa železnice in podobno, imamo namen posodabljati in ne vem kaj narediti, ampak gre vse skupaj prepočasi, verjetno. Vemo, da tretja razvojna os bi morala biti nekje 2028 končana, imamo pa 1000 km gor na Reto proti Slovengradcu, pa krožišče gor pri Gaberkah. Tule se nekaj malega gradi. In to je tisto, na kar gradbeni sektor opozarja. Se pravi, oni so tudi računali nekje na gradnjo te tretje razvojne osi in na neke naprej, pač neko kontinuiteto, da lahko svoje zaposlene pač obdržijo, pa da se razvijajo. Ampak da to stagnira, vemo, da iz Šentruperta do Velenja še niti nimamo to končno rešeno vsega. Zelo, zelo se zamika. Nekaj se gradi, obnavljamo železnice, kolikor obnavljamo, ampak nekih takih gradenj, da bi pa to zaposlil gradbeno operativo, jih pa ni. In to upozarjajo vsi, bi rekel, direktorji firm, da ni razpisov, ni takšnih investicij. In ko smo govorili, stanovanja se odlagajo, potem so investicije v zdravstvo, ki so bile načrtovane, se zamikajo. Tudi, če pogledamo sami tisti določeni naši predlogi amandmajev, ki so bili v proračunu, so bili namenjen temu, ker so bila sredstva za neke obvoznice ali za neke obrtne cone že v preteklosti namenjeni, da so jih pa se dali nekje plan post 2027. Vemo pa, da vsakeč, ko govorimo na seji odbora za gospodarstvo, izpostavimo treba kakšne nove obrtne cone, da pač privabimo nek tuj kapital oziroma pač nove investitorje, ampak če nimaš ceste, potem ni obrtne cone, ker na koncu logistika pa zelo velik faktor vpliva, ali bo neko podjetje prišlo v neko okolje ali ne. Če pa pogledamo primer podjetja Makle pri Novi Gorici, ki ima pa dejansko avtocesto na dvorišču, pa odhaja od te lokacije, je pa še večja skrb. Se pravi, tudi avtocesta ni več tisto, ampak energenti, davčna politika in vse te zadeve. Pa da je nekaj let mira, neko stabilno okolje poslovno. Ravno to podjetniki hoče imeti neko predvidljivo okolje, da vejo točno, kaj se jim bo dogajalo neko določeno obdobje. Pri nas je pa non-stop nekaj novega. No, v preiskovalni komisiji ste tudi član, pa moram prebrati, Preiskovalna komisija o ugotavljanju domnevnega finančnega izčrpavanja podjetja GEN-I, domnevno spornih praks v zvezi s podjetjem Star Solar, domnevno nezakonitega financiranja politične stranke Gibanja Svoboda in domnevno nezakonitega financiranja volilne kampanje Gibanja Svoboda za redne volitve poslancev. Mislim, da ste eno izredno sejo že imeli. Ne, prvo redno sejo, da ste pa že imeli. Kaj pričakujete od tega? Zaenkrat ničesar, mislim, da so se dvakrat sestali. Predsednik te komisije je dejansko član poslanci iz vrst Gibanja Svobode, tako da ponavadi te komisije vodi opozicija. In ni pa nekih aktivnosti, da bi se to odvijalo, ni na obzorju. Tudi ta, bi rekel, strokovni sodelavec, ki je zaposlen, dela zelo, zelo počasno, oziroma nič. No, zdaj omenili ste, da mogoče bodo predčasne volitve, politično dogajanje je že zelo živahno, tudi nove stranke se ustanavljajo, Anže Logar je seveda ustanovil svojo stranko, a ste tudi vi dobili povabilo, da greste v to stranko, kako je zdaj s tem odnosom demokracije in SDS? Ne, pač mi se še vedno na hodniku parlamenta, ko se srečamo, se pozdravimo, Anže Logar pač ima neko svojo vizijo, mi ostajamo poslanci SDS-a in to je to. Je pa korekten odnos. Nismo nekih bojnih noga, ampak potravljamo. Sodelovanje ne striktno, ampak... Ja, on pač se je izbral svojo vizijo, svojo pot, svoj pogled, mi pač ostajamo poslanci SDS-a, tako kot smo bili izvoljeni.
Tako, imate poslansko pisarno v Šoštanju, s kakšnimi težavami prihajajo volivci ali zdaj nič več že ne prihajajo? Ja, enkrat sprašujejo, kaj je omrežnina, potem je bilo večkrat vprašano, kako s temi odkupi. Pa naprošen, da sem tudi sam pri ministru Novaku, če se lahko jih pospeši, oziroma kakšne informacije, kdaj se kaj lahko pričakuje. Je zastopno na ministrstvu, tam so bili zelo podhranjeni in niso imeli kadra, kar je pač minister sam priznal. Je rekel, če nimam kadra, ne morem nekaj hitro narediti. Eno je tam na ministrstvu, pri nas je pa problem že tudi pri sami izdaji gradbenega in pa tega. Tu mi smo umetniki, mi to delamo 6-9 mesecev, kot nekje v drugi državi to dosti hitrejše. Tam bi pomoč lahko tisti čas optimizirali. Tako, no zmanjkalo nama je časa, tem je pa še veliko, pa verjamem, da se še kdaj srečamo v poslanski pisarni. Hvala lepa za ta pogovor. Hvala tudi vam. Tudi vam, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, hvala za pozornost. Lepo se imejte, lep večer vam želimo.